Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo v novem nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih, ki ga je napisala Tessa Afshar. 10. poglavje ima podnaslov Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinovov k očetom. Rimljani so verovali, da bog spanja Somus prebiva v globoki dolini, kjer vlada somrak, kamor sonce ne posije, kjer petelini ne kikirikajo, psi ne lajajo, kjer listje ne šelesti v lahnem vetriču. Temne sence so obdajale tisto dremavo kraljestvo, zavito v grobno tišino. Lidija si je z vsem srcem želela vstopiti v svet spanca. Stopiti si je želela v njegove tokove pozabe in vsaj za nekaj ur odmisliti silni boj, ki je paral njeno srce. Namesto tega pa je ležala na blazini in se vznemirjeno premetavala. Ti tudi ne moreš spati, je zašepetal Eumen s praga. V luči majhne svetilke, ki je brlela v sobi, je bil videti majhen in krhek. Lidija je sedla. Dragi oče, ne smeš se vznemirjati zaradi mene. Živela bova tako kot prej. Skupaj sva bila vedno srečna. Ničesar več ne potrebujeva. Eumen je sedel k vznožju njene postelje, globoko zavzdihnil in pred seboj iztegnil noge. Ne moreva nazaj. Ne moreva razveljaviti prihodnosti s tem, da se vrneva v preteklost. Skozi tanko odejo jo je potrepljal po nogi. Odločil sem se, da bom obiskal Diono. Ne, oče! Nisem rekel, da bom sprejel njeno ponudbo. Ne more pa škodovati, če jo poslušam, kaj ne? Morda mi bodo njeni pogoji všeč. Lidija je zmajala z glavo. Meni ne bodo všeč. Želela je reči še kaj, da bi ga odvrnila od tega, ga posvariti, naj ne obrača svojega življenja na glavo zaradi nje. Odprla je usta in jih zaprla, ne da bi spregovorila. Nekaj jo je ustavilo. Odleglo ji je, da odločitev ni več v njenih rokah. Obenem pa je v njej naraščalo veselje ob misli, da bo živela z Jazonom. Govorila si je, da je njen oče preveč pameten, da bi sklenil nesprejemljiv dogovor. Svojega podjetja, ki ga je zgradil z lastnimi rokami, ne bo kar izročil nekomu, ne da bi o tem trezno razmislil. Njegova odločitev bo temeljila na razsodnosti. Njegova ljubezen do njega ne bo vodila v nerazumna, nepremišljena dejanja. Sicer pa bo Jazonova mati ravnala tankovestno in velikodušno že zaradi Jazona. Vse se bo dobro izšlo, si je govorila. Zato ni rekla ničesar več. Oče je še vedno sedel na vznožju njene postelje, buden in čuječ, ko je končno vstopila v kraljestvo spanja, po katerem je tako hrepenela. Hočeš reči, da si že na prvem obisku sprejel Dionino ponudbo? Oče, to se mi zdi nepremišljeno. Lidija si je z glave potegnila z znojem prepojeno ruto in si hladila obraz. Bila sta v delavnici, kjer je oče, kot ji je obljubil, kazal še nerazkrite skrivnosti za eno od barv. Eumen je sedel na majavem stolu. Ni nepremišljeno, ampak odločno. In če sem iskren, mi bo odleglo.
Ker bova imela nekoga, ki bo skrbel za račune, da se ne bo treba pehati za plačevanje pretiranih davkov v Rimu, se bo moje življenje močno izboljšalo. Ti boš imela svojega lepega junaka, jaz pa se bom igral s svojimi barvami. S čim bi si lahko še delala skrbi? Kljub očetovim samozavestnim besedam je bila Lidija zaskrbljena. Čutila je, da oče pod veselim vedenjem in prepričanim nastopom skriva pomisleke in da ga mučijo zadržki, ki jih ne želi deliti z njo. Zakaj bi hitela s tako pomembno odločitvijo? Ga je vprašala. Njeno čelo je bilo nagubano. Vzemi si mesec dni ali 2. Lahko počakam. Ni treba hiteti v nepremišljeno privolitev. Eumen se je popraskal po licu. Spet uporabljaš zelo učene besede. Sploh ne vem, kaj si povedala. Motiš se, jaz pa imam prav. Dragi oče, je odvrnila. Mu ovila roke okrog vratu in ga poljubila na zgubano čelo. Zelo sem ti hvaležna, ker me imaš rad. Hvaležna, ker želiš to žrtvovati zame. In morda bova sčasoma spoznala, da je to res dobra odločitev in Diono vzela za služabnico. Za zdaj pa mi prosim reci, da boš počakal. Eumen se je nasmehnil in ji razkuštral lase. Takšno hčer si človek lahko le želi. Zelo sem srečen, da si moja. Ko je odhajal iz delavnice in tiho stopal po okrušenem mozaiku, je Lidija spoznala, da ji ni ničesar obljubil, četudi ji je bilo toplo pri srcu ob njegovih besedah. Naslednji dnevi so minevali v vrtincu vznemirjenja, ko je Eumen učil Lidijo zadnjih podrobnosti o posameznih barvah, ki jih do tedaj še ni razkril. Vsak korak je morala toliko časa ponavljati, dokler ni bil prepričan, da si ga je pravilno zapomnila. Izčrpanost je bila njena vsakdanja spremljevalka. Čeprav jo je komaj zaznala, ker je bila tako zatopljena v očetovo poučevanje. Njegova razkritja so se ji zdela osupljiva. Novosti je hitro razumela, ker je že toliko vedela o postopkih. Z vsakim novim navodilom se je njeno globoko spoštovanje do očetovih sposobnosti le še poglabljalo. Tako zatopljena je bila v njuno delo, da je komaj opazila, da Jazona že 4 dni ni bilo naokoli. 5. dne ji je oče naročil, naj vadi sama, medtem ko bo on šel v mesto po opravkih. Izpolnila sta zadnje naročilo in zaenkrat nista imela novih. Lidija je zato vse jutro in zgodnje popoldne delala na najbolj zapletenih očetovih formulah. Zavedno so se ji vtisnile v spomin. Ravno je končala majhno serijo barve ter v sončni svetlobi občudovala njen odtenek in gostoto, ko je skozi vrtna vrata vstopil oče. Za njim pa tujec, ki je bil suh kot trska. Lidija si je obrisala roke in vstala. Lidija, to je Erik, najin novi mojster za barve. Lidija je zmedeno pogledala prišlekov ozki, bledikasti obraz, nato pa znova očeta. Najin novi mojster za barve? Gospa Diona ga je poslala s pozdravi. Gospa Diona. Lidijin glas je bil tako slaboten, kot so bile videti slabotne roke mojstra Erika. Je to nova igra? Jo je vprašal oče. Jaz nekaj rečem, ti pa to ponavljaš. Lidija je globoko vzdihnila. Podpisal si pogodbo. Eumen je umaknil pogled. Saj sem ti rekel, da jo bom. Zdaj bom pokazal Eriku delavnico in orodje, nato pa še najin dragoceni vodnjak.
Potem bomo lahko vsi trije sedli k večerji. Trenutek je okleval in njegov glas ni bil več tako samozavesten, ko jo je vprašal: "Si skuhala večerjo?" Prekrižala je roke. "Zjutraj bi mi moral povedati. Preden si prikorakal domov z novim mojstrom za barve in podpisano pogodbo." 11. poglavje ima zanimiv naslov: Ne razburjaj se nad hudobneži. Naslednji dan je Jazon prišel ves ustrežljiv, očarljiv in privlačen, kar je Lidiji vedno jemalo dih. Zdelo se ji je, da izžareva močno svetlobo, ki je sijala kot novo zlato. "Kakšen se vama zdi Erik? Mama pravi, da je izvrsten." Lidija je skomignila. "Zdi se, da se spozna na barve. In kmalu se bo naučil receptov tvojega očeta in ti z ramen vzel trdo delo, da boš imela čas zame." Kotiček ust se mu je zavihal in nenadoma Lidije ni več toliko spominjal na Apolona kot na njegovo mater. Nekaj je zagodrnjala. Oče je izjavil, da ne bo Eriku nikakor zaupal ključnih skrivnosti njunih barv. Počasi mu je kazal osnovne postopke izdelovanja škrlatne barve, ki so bili med izdelovalci običajni. Erik se od njega ni mogel naučiti ničesar, česar ne bi izvedel tudi pri drugih prodajalcih škrlatne barve. Dokler bova družabnika, lahko Diona dobiva polovico najinih prihodkov skupaj z mojimi dobrimi željami, a moje barve so le moje, je rekel Eumen. Morda se ti zdi, da sem ravnal vihravo, ko sem jo sprejel v svojo delavnico. Ne misli pa, da sem tudi naiven. Kako dolgo bo trajalo, da bo tvoj oče popolnoma usposobil Erika? Jo je vprašal Jazon in jo zmotil v premišljevanju, ko jo je prijel za roko. 3 mesece. Manj, če je hitre pameti in ima nekaj izkušenj. Ni pa mu povedala, da tudi po 3 mesecih Erik ne bo spoznal celotnega recepta za nobeno od barv. Ni vedela, zakaj mu je to odločitev zamolčala. Govorila si je: to je očetova odločitev in razkrije jo lahko le on. Vedela pa je, da je to le del resnice. Oče ji je nekoč povedal, da pred materjo ni imel nobene skrivnosti. Njuno zaupanje je bilo tako popolno, da ni bilo ničesar tako groznega ali mračnega, da tega ne bi mogel zaupati svoji ženi. Ona pa se je že znašla v položaju, ko človeku, ki ga je ljubila, ni želela razkriti stvari, povezanih z njunimi posli. Ne gre za to, da Jazonu ne zaupam, si je govorila. Povedala mu bom, ko bo čas za to. Diona bo zaradi te Eumenove odločitve že na začetku njunega družabništva morda užaljena. Čeprav v pogodbi ni bilo ničesar, kar bi Lidijinega očeta primoralo, da gospe razkrije svoje znanje, se ji bo morda njegova odločitev zdela sporna. Lidija je skušala prepričati samo sebe, da ima dober razlog, da tega ne pove Jazonu, vseeno pa jo je odločitev, da mu ne pove vse resnice, v srcu zbadala kot ostra trska, ki se zadre pod kožo. Kako je Erik radoveden, je Lidija potožila očetu nekaj tednov pozneje. Takoj, ko začnem izdelovati serijo barve, pusti svoje delo, se postavi obme in me zasipa z vprašanji. Tudi jaz sem opazil, je odvrnil Eumen in njegovo čelo se je nagubalo. Včeraj me je vprašal, ali bi mu dovolil spati v delavnici. Lidija je sunkovito dvignila glavo.
Saj mu nisi, kaj ne, oče, že tako se mi ves dan mota pod nogami. Nisem. Povedal mi je žalostno zgodbo o bolni hčerki, ki potrebuje denar za zdravnike. Če ne bi plačeval najemnine za hišo in bi ji tisti denar poslal, bi morda našla zdravilo. Zato se želi preseliti v delavnico. Vsaj tako pravi, a niti besede mu ne verjamem. Svoja sumničenja bi morala zaupati Dioni. Mislim, da ti želi Erik ukrasti recepte. Diona ti bo našla drugega mojstra za barve. Oče je zmajal z glavo. Ne še. Nimava dokazov. Naj čakava, da naju bo okradel in se šele na to pritoživa, tedaj bo prepozno. Eumen se je zarežal. Ne bo mi ukradel skrivnosti. Načrt imam. Kot je Diona obljubila, jima je njeno družabništvo pripeljalo nove kupce, večino bogatih, ki so naročili velike pošiljke. Eumen ji je dal več kosov razkošne škrlatne volne in lanu, ki jih je pogosto nosila med gostijami in uradnimi sprejemi, na katere je hodila. Seveda so jo mnogi vprašali, kje je dobila nova oblačila, in so pridirjali v Eumenovo delavnico tako hitro, kot so jih njihovi vozovi in konji lahko pripeljali. Kdo bi si mislil, da bo tako lahko? Bogatašinji daš naročje škrlatnega blaga in že je pred vrati dolga vrsta, ki čaka na tvoje izdelke, je rekel njen oče. Vsi ti novi posli so zelo dobri. Lidija je skrbno izmerila živo rdečo barvo, nato pa nadaljevala misel. A kako bova zamotila Erika med tem, ko bova izdelovala barve? Saj ni neumen, prekanjen se mi zdi, ob čemer mi je nelagodno. Prosiva Diono, naj nama poišče drugega pomočnika. Saj sem ti rekel, da imam načrt. Eumen je izza pasu potegnil list preperelega pergamenta. Zaposlil ga bom s tem, medtem ko bova midva izdelovala pravo barvo. Lidija je pogledala pergament. Ta ni tvoj, kaj ne? Nisem ga še videla. To je bil prvi recept za barvo, ki sem se ga naučil še kot deček. S tem ga ne boš pretental. Če si ga ti poznal že kot deček, ga pozna tudi on. Dodal sem dovolj korakov in sestavin, da se ga bova otresla. Lidija je pergament bolje pogledala. Tiho se je zasmejala. Lističi svežih vijolic. Kje jih bo našel v tako velikih količinah? In ovčji urin, oče, to je kruto. Eden najinih kupcev mi je povedal za polje, ki je polno vijolic. Sem mar jaz kriv, če je do njega 12 ur hoda? To ga bo od delavnice odvrnilo za ves dan, morda celo 2, če bo vreme ugodno. Sploh pa veliko mojstrov za barve za utrjevanje uporablja ovčji urin. Lidija je zmajala z glavo. Ti že ne. Seštela je stroške za običajne sestavine, ki so potrebne za vsako škrlatno barvo. Indigo, rastlinski pepel, apno, pravi brošč. Ta tvoja zvijača ne bo poceni. Ne bo veliko potreboval. Recept, vsaj kar se tiče indiga, apna in pepela, je enak tistemu, ki ga uporabljava. Ko bo ta del barve izdelan, bo lahko nekaj malega naredil sam. Rekel sem mu, da bo barval volno za zelo posebnega kupca. Naročilo je majhno, a če bo stranka zadovoljna, se bo morda vrnil in kupil še več. Skomignil je. Eriku bo vseeno, ali bo delal na majhnem ali velikem naročilu, če bo le menil, da se uči recepta za eno mojih barv. Kaj bo pa potem, ko se bo videlo, da je barva slabe kakovosti? Rekel mu bom, da se je nekje zmotil in ga znova poslal na delo. Lidija se je ugriznila v ustnico.
Skoraj se mi smili. Tudi meni. Evmen se je zasmejal, kar je njegove sočutne besede postavilo na laž. Hči se mu je z obžalovanjem pridružila. Prijel jo je za ramo. Nekoč boš ugledna mojstrica za barve, Lidija. Imela boš svojo delavnico. Upam, da boš tedaj srečno poročena, kajti kot neporočena ženska v Tiatiri ne boš imela veliko možnosti. Jazonova mati uspešno vodi veliko poslov, pa je ženska. Komajda. Oče! Stvar je v tem, da je vdova s 3 otroki, kar ji daje svobodo, ki je neporočena ženska po rimskih zakonih običajno ne more imeti. Če bi živeli v Makedoniji, bi ti morda uspelo imeti svoje podjetje brez 3 otrok in moža. A v tistem delu cesarstva imajo ženske nekoliko več svobode. A tukaj, tako kot v večini rimskega cesarstva, ženska ne more voditi podjetja, ne glede na svoje spretnosti ali znanje. Makedonija! Lidija se je skremžila, kot da je ugriznila v nezrel kaki. Zakaj bi hodila tja? Moje mesto je tukaj, v Tiatiri, ob tebi. Vedno bova družabnika, ne glede na to, ali se bom poročila ali ne. In tukaj bomo za nocoj naredili piko. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodnji četrtek. Hvala za pozornost, lep večer in lahko noč. Radijski roman.